Ko smo v preteklosti spraševali o tem, kdaj bo postaja zgrajena leta 1989 obnovljena in urejena, smo na občini ponavadi dobili odgovor, da se ne more vpletati v lastniške spore. Gre namreč za 12 lastnikov tamkajšnjih gostinskih lokalov in poslovnih prostorov, med njimi pa je tudi občina, a ta ima v lasti zgolj sanitarije in postajališki plato. Postaja ni v ponosnem mestu, ne krajevni skupnosti Drska. In je potrebno najti upravljalca te avtobusne postaje, narediti načrt neke obnove in pa seveda zapolniti tisto jamo ob avtobusni postaji. O določitvi upravljalca naj bi tekla beseda na jutrišnjem sestanku lastnikov. Jaz upam, da bodo lastniki dali Mestne občine Novo mesto kot javnemu subjektu pooblastilo za izbor upravljalca. Zbrati ga moramo namreč na nekem natečaju oziroma razpisu in da potem res z upravljalcem začnemo sistem tako, kot ga imajo objekti, ki so v takem upravljanju. Ne le razpadajoča postajališka infrastruktura, pojavljajo se tudi druge nevšečnosti. Zanemarjenost postaje in odsotnost varovalnih sistemov sta namreč vabljivi za kriminalne združbe. Delo v prihodnje bo tako veliko. Zagotovo bi bil en prvih ukrepov, da se ustanovi rezervni sklad, tako kot imajo vsi objekti, ki so v takem načinu upravljanja, in se s tem rezervnim skladom v čim krajšem času naredi najnujnejše sanacije, predvsem na strehi in fasadi. Kot poudarja Kobe, je občina sicer le nekaj odstotni lastnik, vendar mora biti pobudnik tega, da se s propadajočim objektom nekaj naredi. To bi moral biti tudi interes lastnikov. Pa zakaj torej se ni že v preteklosti kaj naredilo? Morda pa bo korak naprej naznanil že jutrišnji sestanek.